ustvarjanju tega realnega občutja, ki je pa še stopnjevano, močno stopnjevano. In zdaj, kako to reševati? Ugank je bilo pa tukaj veliko, ker če samo res zelo nakratko o načelih svojega prevajanja, govorim pa mogoče še 2 besede o tem, ko je to prej delo. Meni se je zdelo neprimerno, da bi prevajal Pindarja, itak, da bi ga leksično prevajal, da bi skušal besedo za besedo prevajati, ali pa da bi skušal prevajati to v neko prozo, ki bi se skušala čim bolj pomensko približati izvirniku. Kajti približati pomensko se nekemu izvirniku, ki je namenoma zapleten, ki je namenoma polivalenten, je pravzaprav tudi svojska potvorba teksta. Da ne govorim o tem, kolikšna, kako bi to pohaba besedila, če iz njega, pesniškega besedila, če iz njega vzamemo ritem. Ritem pa je ravno nekaj, kar je po mojem, tudi eden od zaščitnih znakov Pindarjeve poezije, izredna variabilnost metričnih vzorcev, ki služijo za osnovo pesniško Zato sem skušal vedno gledati na to, da je izraz koliko je mogoče ritmiziran, da je tudi ritmično živ, kar pa ne pomeni, da sem prevajal v enotnem metrumu, ker to bi bila pa po moja velika napaka, s katero bi se pa povsem izgubil ravno okus po Pindarju, ki je v izvirniku seveda izrazito dinamičen in se stalno spreminja to strukturo. Nek angleški pesnik iz 17. stoletja, Abraham Cowley, ki je tudi napisal nekaj pesmi v maniri Pindarja in ki je bil seveda velik pindarist, je en znan izrek dal, ker je pač tudi prevajal Pindarja, da, če bi se kdo lotil prevajati Pindarja besedo za besedo, leksično, bi ljudje mislili, da se je en norec lahko prevajati drugega norca. Kakšen bi ljudje. In seveda v angleščini je to, ta barijera še veliko večja, ker je pri angleščini pomen vezan na besedni red, medtem ko je grščina pač veliko bolj fleksibilna. V tem smislu imamo pa seveda Slovenci srečo, ker lahko sicer na drug način, ne bo v našem obsegu, pa vendar tudi obračamo besedni red. Kaj je zdaj, zakaj so Pindarje pri nas prevajali predvsej manj, nekaj Slavospevov oziroma od so naslavljali te pesmi je prevedel Anton Sovre v starogrški liriki, potem je šel pa en izbor malo večji v zbirki lirika, mojega profesorja Kajka Nagantarja, ki je bil tako veliko kar reprezentativen. Seveda pa se vsak prevajalec, tako so rekli Gantar in drugi, ravnajo po svojih poetičnih načelih. Oba ta omenjena prevajalca sta seveda imela, pa imata še izrazito svojo poetiko prevajalstva, tista zgolj, kako bi rekel, filološka prevajalca, pravo nasprotje tega. Potem pa je še sporadično šlo nekaj prevodov, ampak zelo malo, mislim, da še 3 ode. Edino prva olimpijska oda, mislim, da je sedaj kar v, če vštejem še svojega v 4 prevodih v slovenščini, ker je še kolega Vic Znoj to prevedel, poleg Soreta in Ganka. Hvala lepa, dr. Movrin. 2 istočnici morda za vaše razmišljanje. Prvo, vsekakor Pindar je bil svoj vrsten pesniški izziv tudi, malo je že opisal sam prevajalec, zakaj je šlo tukaj, predvsem za oblikovanje same forme prevoda in izdaje
Potem pa tudi vprašanje, ki se navezuje na to, kar je prevajalec povedal, predvsem bi rekel takole grške drame, ko pomisliš na katerokoli, nekako ti je sporočilno za sodobnega človeka, že kar tako, skoraj bi rekel, mitsko tipificirana, že pred veš, Antigona, odnos do... Kako pa s Pindarjem, v čem je sporočilno za sodobnega človeka? Kje bi najdel morda? Seveda ena misel je že tukaj na hrbtu knjige, mene se zdi čudovita, res je enkratna misel, ki nagovarja vsakogar skozi stoletja in verjetno nagovarjala vse do konca sveta, vendar pa torej nekako malo o samem, kaj bi rekel, tem materialnem delu vezanem na tekst in tudi o tej perspektivi in sporočilnosti samega knjižnega naslova. Hvala lepa. Bom naprej povedal, da bom načrtno zelo kratek, ker se mi zdi, da nam ta dan ni ničemer prizanašal. Pindar je res izziv, to ste imenitno povedali, s tem, da mislim, da se ga je ta založba lotila na način, ki ga je vreden. Ravno včeraj sem s Branetom govoril, včeraj sem dobil te avtorske izvode in sem začel na glas razmišljati pravzaprav, kdaj se nazadnje spomnim tako dostojno narejene knjige kakršnega koli antičnega avtorja. Pravzaprav lahko vsak od vas sam pomisli, ampak meni sta prišla na misel dva prevoda, ki se jih boste spomnili, oba sta izpod perisa Tonetom Rodetom. En je ta njegova Avguštin, Konfesiones, mogoče ima kdo od vas ta prevod, ki je pred vojno izšel pri Movrinjevi in sicer se mi zdi, da v Plečnikovi opremi, krasna knjiga. Drug je bil pa Lukreci, ki je pa po vojni izšel, se mi zdi, pri Slovenski matici. So imel pač nos za svete knjige vsakega časa, v katerem so ga zanje prosili. Ampak tole se mi pa zdi, da se tem mojstrovinam lahko postavi takoj v bok. Tako dodelane knjige, že lep čas pravzaprav nisem imel rokave. Najprej sem se, to ste v redu rekli, najprej sem se res ustrašil tega, kako me je Brane nekoč precej nepričakovano poklical, sem se tega izziva precej ustrašil. Potem, zlasti zaradi tega, ker je bil tukaj cel kup uredniških problemov. Problem časa, problem materije, problem v bistvu vseh teh opomb, v to zdaj ne bom šel. Ampak potem sem pa pravzaprav se v nekem pogovoru odločila, da je Pindar, ki je pesnik superlativov. Pindar je klišejsko rečeno mogoče najtežji grški pesnik, ki ga med študijem bereš. Pravzaprav se ga lotiš na koncu študija. Nekateri rečejo, da je največji in tako naprej. Ne bom šel v te vrednostne sodbe. Ampak sva se odločila, da pravzaprav tak avtor, in bomo rekel kar tudi tak prevod, zasluži najstrožje uredniške standarde. Skratka, da tukaj ne bomo rezali, da tukaj ne bomo prehitevali, ampak da bomo stvar res izbrusili. S presenečenjem, glede na to, da nekoliko vem, kako se v založbah, v založništvu, kakršno danes pač imamo, krizi, kakršni je, režejo centi, kako je treba paziti na vsak izdatek. S presenečenjem ugotavljam, da tukaj pa dejansko tega rezanja ni bilo. Da je ta knjiga narejena z nekim spoštovanjem, ki temu tekstu. Mogoče se tega pri nas ne zavedamo toliko, ampak če greš v Grčijo, vam bojo povedali, da to je sveta knjiga neke vrste. Če jo postavim klima, sovredima izdelkoma obrok. Tukaj je bilo res korektno narejeno in vse, kar je bilo v zvezi z lektoriranjem, z jezikom. In to moram posebej povedati vse, kar je v zvezi s tipografijo. Lucijan Brata še tukaj naredil, se mi zdi eno mojstrovino. Težko vam to opisujem, zaradi tega,
ker stvar pravzaprav diha, ne? Ker ima to, kar je po mojem osnovna lastnost Pindarjeve poezije, da ni vsiljiva, ne? Ampak je pa, če ga isto v detalj gledati, ne? Je pa mikrofotografsko dobesedno spolirana. Ne? Skratka, tukaj je toliko enega znanja, da sem jaz pravzaprav kar obstal, ko so te korekture prišli. Vse ostalo bi mogoče res zelo na kratko pregledal ta uredniška načela, ne, ki jih je bilo treba pa razdelati z avtorjem. So pa mogoče naslednja. Ne. Prvo je ta problem lastnih imen. To je neka kvadratura kroga, ki je v slovenščini skoraj nemogoče zadovoljivo rešiti. Imamo par člankov na to temo, profesor Gantar je napisal en odličen članek, profesor Mihevčeva še enega, pa seveda imamo to knjigo Bronislave Avlove, ampak še vedno smo soočeni s problemom, ki ga ima pravzaprav vsak jezik z daljšo literarno tradicijo. Da imamo več načinov slovenjenja in da je treba včasih iskati neke kompromise, neke skladnosti in tako naprej, ki jih lahko najdeš, lahko jih pa tudi ne. Pindar je tukaj izredno problematičen, zato ker je to praktično grški telefonski imenik. Tukaj imate vi dejansko množico nekih osebnih imen, to je izziv, ki se mu ne da izogniti. In jaz se pravzaprav spominjam vseh debat, ki smo jih imeli mogoče v kavarni Unijom, in kjer sta prišla pravzaprav do nekih rešitev, kaj jaz mislim, da stojijo. Tukaj na koncu je nek indeks, vsak, ki ga te stvari zanimajo, bo tam našel ta osnovna načela, po katerih je knjiga zdaj narejena, ampak je narejena na način, ki mislim, da stoji. Če dovoliš sem. Ta indeks je po mojem prav poseben po tem, da v njem v številnih primerih bogov, zgodovinskih osebnosti lahko tudi ime nekega konja. To je eno. Ta imena težijo k temu, da niso hermetična. Skratka, dvoje načelje tukaj. Prvo je to, da skušajo biti avtentična. V slovenščini je precej časa veljalo načelo, da so se grška imena slovenila skozi latinski ovinek, kar je povzročilo cel kup nekaj zmešnjave, problem z naglasi, problem z izgovorjavom in tako naprej. Tukaj je neka avtentična grška podoba teh imen. Druga stvar je pa, da so ta imena skromljiva. Danes smo vsi soočeni s težavo, da pač ne moremo več računati od bralca, da bo znal detajle grške slovnice in da bo razumel, kako se določena osnova stanja, ker tega znanja pač nima več. Če napišeš krjon, bo vsak sklanil krjona, čeprav je krjon ta in tako naprej. To pomeni, da je treba iti nazaj v nominativ in ta nominativ v bistvu narediti tak, da bo za bralca uporaben. To načelo je tukaj uveljavljeno. Tretja stvar, tukaj je bil ves ta spremni aparat, ki se mi zdi kar precej časa tehtala, a greva v to, glede na to, da je bila tudi časovna stiska, ampak mislim, da je bilo verjetno in to. Tukaj je zdaj kompleten indeks, tukaj so rodovniki nekaterih od teh rodbin, ki je Brane omenil, ki pravzaprav šele odprejo ključ, ki dajo ključ v to poezijo. In tukaj se mi zdi neka res zelo dognana bibliografija, ki jo je Brane sestavil, tudi narejena po najstrožjih kriterijih, ki bralcu, ki ga te stvari globje nagovorijo, pravzaprav omogoča, da gre naprej, da gre pravzaprav raziskovati po vse te pahljači študij, ki v zadnjih letih dejansko prihajajo v velikem valu zahod. Jaz sem sestavil obsežno
bibliografijo, ki si jo pa napravo uporabljamo in da bo razlici zadošne. To je bila pa še ena, mogoče, če grem čisto na konec, to je bila pa še čisto zadnja stvar, ki sem si jo pa tudi dovolil pravzaprav tukaj uvesti. Vtis sem imel, Brane, da si to delal marsikatero noč, in da se ti je zgodilo tisto, kar v raciji pravi nekje za Homerja, tudi dobri Homer sem in tja za Dremlje, in da te je ta navdih ponesel tako daleč, da so se te opombe dejansko sem in tja razvile v neke, bom rekel, razborljive, ampak še kar hermetične filološke razprave, kar je bil meni osebno užitek brati. Moram pa priznati, da vem, da je to nek specifičen užitek in da si ne bi želel ga imeti za samoumevnega. Tako da sem v neki fazi sva se spet konsenzualno odločila, da bojo te opombe kar se da jedrnate, pa kar se da prosojne. To pomeni, da bojo pravzaprav skušali nagovarjati bralca, ki ni nujno verziran v grščini, v latinščini, v čemerkoli, ampak ki ga pa ta poezija zanima. Skupaj na koncu sem si privoščil ta računalniški ukaz. Skupaj je tukaj v tej knjigi bilo narejenih 15.700 revizij, kar mislim, da je absolutno več, kot so si na začetku drznega upati, ampak mislim pa, da je to tisto, kar je ta knjiga zaslužila. Nič od tega ni bilo brez dogovora. Nekateri so bili celo dogovor z Lucijanom, ki moram reči, da je ves čas bil nek navdih pri tej knjigi, da je dajal pobude, ki mislim, da se zelo jasno vidi, kakšen rezultat je iz njih prišel. Je pa še nekaj. Vse te revizije mi je nekoč prišlo na misel, kot bi gledal nek res natančno, pedantno brušen diamant, ampak tega diamanta ne moreš zbrusiti, če nimaš osnovnega materiala. To je pa nekaj, kar je pa treba tukaj reči, je pa Brane Senegačnik zgledno dokončal. Posegal v prevod tukaj skoraj ni. Zaradi tega, ker ta pesniška govorica, ki je pa tam bila, razen ortografskih, mislim, za tipkanine in take stvari, ampak ta prevod je pa tisto, kar mislim, da bo tukaj ostalo. Tudi potem, ko bojo čez leta te opombe pač se umaknile časom. Čisto zadnja stvar, na koncu, zdaj v zadnjih tednih sem nekje na internetu odkril, samo da boste imeli predstavo, kakšen avtor Pindar je. Neko društvo, ki se ukvarja z grško tipografijo. Lucijan ga seveda največ pozna. To društvo je izdalo kot maksimalen domet teh svojih avtorjev, ki skrbijo za te črkovne vrste in za te stvari. Ob olimpijadi v Atenah, mislim, da 4 ali 5 različnih prevodov v različnih tipografijah, historično, bolj kot nepogojenih. Sem si zelo prizadeval, da bi te knjige dobil, ampak v zadnjih mesecih Grčija ne funkcionira tako, kot bi morala in nisem uspel še priti do njih, še ne mislim odnehati. Ampak si pa drzam reči, da bi ta knjiga brez srmu stala v tej zaključeni vrsti. Hvala. Hvala lepa, ker Movrin spomnil bi vas še na ta drugo vprašanje. Te sporočilnosti, kaj nam ima za povedati? O tem smo se pa z Branetom že enkrat vmes pogovarjali. Jaz mislim, da ena od glavnih kvalitet tega prevoda je ravno v tej neverjetni odprtosti. Pindar je kar problematičen pesnik. Pridajo verzi, ko meni ni jasno, kaj pomenijo. In tudi prevajalec je bil toliko
navedel vse te variante. A razumete? Tukaj imate vi sjajno razprto to Pindarjevo grščino, ampak dostopno slovenskim obrazom. Kar pa pomeni še nekaj, da tukaj, to je pa zdaj, če žogico vržem nazaj, da tukaj v bistvu ni enoznačnih sporočil in mislim, da je ravno to tisto, kar to poezijo dela veliko. Skratka, da je marsikaj od tega res stvar. Vsi poznate tisti pregovor, habent sua fata libeli, knjižice imajo svojo osobo, ampak pred tem je pa pro captu lectoris, skratka, knjige imajo svojo osobo glede na to, kako jih bralec razume. In to, kar je v tej knjigi, je pravzaprav razprta ta velika grška poezija, sporočilo mora pa konstruirati bralec. Vendar pa ne moram mimo dejstva, verjetno kot bralec tudi pogojen. Absolutno. Ampak vsekakor poslušajte tole, enodnevnice. Kdo pa je nekdo in kaj nihče? Sence je človek, a kadar se razlije si iz božjih rok. Žareča luči nad ljudmi in sladko je življenje. Ali pa tole. Bog izpolni vse tako, kot namerava. Bog, ki krilatega orla ujame, on, ki delfina v morskih vodah prehiti, ki smrtnika vzvišenih misli upogne, drugim pa slavo nepostarljivo daruje. Vsekakor, sporočilnost, ki je še kako aktualna, bi lahko celo rekel, in globoka za sodobnega človeka. Kakor je bila pred 2500